Lepo pozdravljeni in dobrodošli v prvi izvedbi oddaje Potencial moje mladosti. Danes imam čast predstaviti eno izjemno gostjo, Alano Vrviščar, ki je specialistka za digitalni marketing in dogodke v prehranski industriji. Alana, a sem te vsaj približno prav napovedal? Ja, jaz bi rekla, da če bi rabili me opisati tako na čim krajši način, bi izbrali to. Po mojem drugi stavek. Kaj še na daljši? Ja. To bova pol. Mava dovolj časa? Ja, po moje. Imam pa še mogoče en krajši stavek, kaj je pa po moje, moje poslanstvo je, da sem gurmanka in v bistvu to prenašam v marketing dogodke. Uporabila si močno besedo poslanstvo. Kako ti povezuješ poslanstvo ali pa koncept poslanstva kot takega z uspehom v življenju, z zadovoljstvom v uspehu? Se ti zdi to povezano? Ja, sigurno. Moje osebno poslovno življenje je v bistvu tako zelo prepleteno. Ne bi rekla, da imam neko ločnico, zdaj je to plus ali je to minus, odvisno od dneva. Ampak definitivno peljem v bistvu to eno rdečo nit, to eno zgodbo, v bistvu čez cel dan sem doma, sem v pisarni, sem nekje odzunaj in pač ja, poslanstvo vedno z mano. Torej, Alana doma, Alana v pisarni, Alana pri strankah, Alana na dogodki, je ena in ista Alana, vse se prepleta. Ja, nažalost, lahko bi kdaj malo to ločila, ampak si pravim, malo preveč imam moje strasti za to stvar. No, si pa podjetnica, drži? In podjetniki ponavadi, tudi sebe govorim, težko ločimo, ne? Ja. Kaj je privat, kaj ni. Ja. Kot si prej lepo povedala, to je lahko dobro v nekih ozirih, kdaj pa lahko tudi trpi, če ne najdemo nekega ravnovesja. A kako ti najdeš ravnovesje, pa greva potem na tvoje začetke? Po moje je to najtežje vprašanje, ki bi mi ga lahko postavil. Evo, sem mojster o tem. Verjetno skozi šport, v bistvu sem že celo življenje športnica, že zadnjih, upam, da ne bom narobe rekla, 7 let se ukvarjam s breakdanceom oziroma plešem breakdance. Dobro. Drugače pa prej... No, nam boš danes kaj pokazala, mogoče si pripravila kaj za naše goste? Ne, nisem pripravljena za to, malo sem iz kondicije. Pa drugič? Ja, drugič. Drugače pa, ja, po moje je to taka neka stvar, ki me malo prisili, da svoje možgane malo preklopam. Včasih kakšna knjiga, to je po moje to. Pa bereš pretežno v nekih poslovnih tematikah? Ja, saj zato pol na koncu dneva ni spet. Kako sem vedel, ne? Ja. Ja. To je pač neka, bi rekel, mogoče neka poslovna hiba, oziroma neka naša hiba ljudi, ki smo nekako konstantno vpeti v posel kot taka, ne. Ampak dajva se vrniti midva na tvoj začetek, da bo tudi gledalcem in gledalkam jasno, zakaj sem ravno tebe danes povabil, zakaj sem toliko navdušen, da si se odzvala, v prvi vrsti hvala za tvoj pozitiven odziv na moje povabilo, ker vem, da imaš res veliko tega zapovedati mladim, pokazati na svojem primeru, da se da izkoristiti potencial svoje mladosti. Pa mi čisto povej, mogoče kronološko, če greva nazaj, kje se je pri tebi vse skupaj začelo, ta strast do poklica, ki ga počneš danes, in hrane, ki je nekako stalnica tvojega ustvarjanja in življenja? Mislim, jemo vsi, vprašanje je pa, kakšen odnos imamo ljudje do hrane. Definitivno. Zdaj, čisto po moj začetek itak, ker sem bila otroček in že od zmeri sem ful rada jedla, tudi v moji družini vsi ful dobro kuhajo in vsem nam je hrana tako, v bistvu kar neka vrednota, Pač je stvar, ob kateri se družina združi, greš ven, nekaj dobrega poješ, nekaj si dobrega pač izmenjaš. Tako da v bistvu pol iz tega, če sem hodila dobro jesti, sem si pol mogla znati tudi dobro skuhati. Iz tega me je pol v bistvu kar močno povleklo v kuhanje, tako da sem se prijavila v Masterchefa in bi rekla, da je to bila kar taka res močna odskočna deska, ko so se pa stvari začele ful hitro premikati naprej. Tako da tam, ko sem bila tam, sem bila itak, jaz hočem biti šef, jaz hočem imeti, ne vem, top 50 best restaurant pač na svetu. Wow. Tako res šefinja. In potem sem pač po Masterchefu, če ti nekako želiš obdržati ali pa pač nekaj dobiti iz tega, da te ljudje ne pozabijo, pač se moraš začeti pojavljati. In tle so prišla socialna omrežja noter. Že prej sem se v bistvu malo s tem ukvarjala, ampak takrat sem še bolj tudi malo na osebnem brandu začela delati.
pa tako kuhati po dogodkih, potem sem tudi organizirala neke manjše dogodke, sem tudi delala v restavraciji, ampak pol nekako čez, po moje, to neko obdobje, projekt za projektom sem ugotovila, da mi malo bolj leži oziroma malo še večja strast do tega, da v bistvu kreiram, pa pač se ukvarjam s socialnimi mreži pa dogodki, kot pa da dejansko kuham. Tako da v bistvu kuhanje še kar imam to ful rada, ampak počnem to mogoče za to, kar sem prej mogoče pozabila omeniti, za neko sprostitev, da malo spet tudi mislim, ne. Tako da ja, in potem sem bolj kot verjetno nek freelancer, neka kreatorka sem delala in pač nekako se je to začelo vse premikati naprej in moje vprašanje je bilo, kako zdaj to nekako dati v neko celoto, kaj jaz zdaj delam. Nisem hotela imeti sam še pač ene agencije, tako da sem kar po parih mesecih nekako pol ugotovila, da zakaj pa ne bi združila v bistvu te strasti hrane, marketinga, dogodkov, pač v agencijo, kjer se v bistvu predvsem specializiramo za te neke prehranske izkušnje in ja. To je nekako na hitro. Jaz tako, ko te poslušam pa gledam, jaz mislim, da ti lahko o tej temi govoriš vsaj 48 ur neprekinjeno. Prav vidi se, da iz tebe govori neka strast do tega, kar počneš, ne. To bi rad tudi našim gledalcem nekako dal vedeti, da je to neka vrednota in ko najde človek svojo strast, da je potem vse lažje, ko imaš nek svoj zagon, ne, za delo. Kako izgleda recimo tvoj tipični nek delovnik? Vem, da je to mogoče tako malo že pase vprašanje, ampak kljub temu, kaj Alana počne, a pa dajmo reči tipični teden, tvoj tipični teden. Verjetno je to nek dan z treningom pa brez. Če je dan z treningom... Že zjutraj začneš s treningom? Ne, pol zvečer, zato ker zjutraj sem najbolj produktivna, tako da sem rada, da sem čim prej v pisarni, tako da tudi zjutraj, ne vem, zapotim se 6:30, kdaj tudi, ne vem, do 7, čisto odvisno, no, pač, koliko mi paše. Kdaj si dovoliš celo do 7 ure? Ja, celo. In potem imam tako srečo, da imam pisarno 2 minuti stran, tako da v bistvu sem, ne vem, v 15 minutah zrihtana. In v bistvu sem že 7:15. In predvidevam, da v službo ne greš z avtom. Ne. Super. Se pravi, imaš fit lifestyle že zjutraj. Ja, vidiš, optimiziram svoj čas. No, super. Tako da ja, sem v pisarni, v bistvu imam pač neko tako fokusno delo, oziroma odvisno pač od dneva, ali so snemanja, ali pač neko fokusno delo, pač razvoj, moram nekam iti. V bistvu je ful dinamično. Tako da do 4. ure, v bistvu, kar je na tistem dnevu, potem ob 4 imam trening, ki je 2 urci, pridem domov, nekaj dobrega pojem in potem še tako mogoče malo ob televiziji, na kavču, kaj podelam, če še kaj nujnega, tako da kdaj pa tudi ne. Grem spat in nekako isto. Prav neka, če potegnejo črto, včasih si človek mora dovoliti tudi počitek. Ja. In se ne smemo krive počutiti za to. Ja, s tem sem imela kar problema, no, ampak zdaj se ful bolj poslušam, če pač hočem ostati pol ure kasneje, bom ostala pol ure kasneje. Če mi paše, da delam še do 10 zvečer, bom delala do 10 zvečer. Tako da zelo odvisno. Zanimivo, ne? Jaz, ko sem bil v mlajših letih ali pa recimo tvojih let, da tako reči, precej sem bil iztrošen, ne? Bil sem ambiciozen, ravno to, kar omenjaš, dinamika je bila konstantno delo, ustvarjanje, ambicije, cilji, ne? Nekako nisem našel te prave kombinacije in ko se človek iztroši, enostavno ne ostane baterij in energije za neke nove, večje podvige, ne? Zato je ta balans zelo pomemben, se mi zdi, in je treba to precej poudarjati, ne? Definitivno. Zdaj se pa vrniva na eno temo, mimo katere ne bo mogla nikakor. Pa to ni faks, je pa Masterchef, ne? Torej, Alana in Masterchef sta in bosta vedno nekako povezana. Kako je pa prišlo do te zgodbe, pravzaprav, do povabila? Kako da si se odločila za tak res pogumen korak, ne? Človek kar stopi iz neke cone udobja, tam ste preživite kar nekaj časa, so novi ljudje, novo okolje. Slišal sem od nekaterih tako off the record, neuradno, da zna biti tudi kar napeto, tudi emocionalno zelo. Kako je izgledala ta izkušnja in kaj si se najbolj naučila iz vsega skupaj? Zdaj, jaz sem od zmeri po moja oseba, ki išče neke velike izzive, nekaj, kar se mi zdi malo nemogoče. Tako da v bistvu sem se par let prej že prijavila in bila eni daj gled do kuha na Planet TV-ju, tako da to je bila verjetno taka prva mini izkušnja. Potem
Pa sem mislim tako bila fanica Masterchefa. Jaz sem ljudi gledala tako, o moj bog, kako lahko to narediš, kako ti lahko uspe. Nikak mi nikoli ni klikalo, da bi jaz lahko bila tam, da bi jaz lahko pač šla proti tem izzivom. So bili nekako na nek način tvoji idoli v bistvu? Ja, predvsem ja, verjetno kot tekmovalci, pač noro se mi je zdelo, nikoli nisem mislila, da bi jaz vsaj lahko imela priložnost biti tako, ne. In potem je prišla oddaja Mali šefan, jaz sem bila glih, mislim, da prvi letnik, in sem se probala tja prijaviti, ampak sem glih zgrešila to obdobje, ker v bistvu bila samo za osnovno šolo. In potem je moja mami postavila vprašanje, zakaj pa ne na Masterchefa. In prvo tako, ne moram jaz na Masterchefa, pač kako, kaj. In potem si to vprašanje, čakaj, zakaj ne? Zakaj mislim, da ne moram? In sem šla gledati in res 16 let je bila minimalna starost za prijavo. In sem se pri 16 letih prijavila, šla na audicijo. Prvo leto so me v bistvu zavrnili. Torej, ob prvi priložnosti, ko je bilo to mogoče, si se prijavila, ne? Ja. Zdaj, ko gledam za nazaj, pač malo preveč noro, ampak zaradi takih stvari se mi zdi, da pa delaš neke premike v življenju. Se ti ne zdi takrat, da je pač to tako težko, šele pol, ko priješ noter. Tako da ja, takrat so me pa še vsem za 1 leto premaknili in so rekli, da prijem naslednje leto. In sem res, pač to leto sem izkoristila, da sem se pripravljala, sem šla, sem bila sprejeta pri 17 letih. Je bilo kar tako ful nora izkušnja, no. Par let bi lahko rekla, par let zatem sem v bistvu govorila, da je bila najtežja izkušnja, ampak najlepša v življenju. Zdaj so že večji izzivi, no. Ampak tako, jaz sem na splošno že kot majhna zelo bolj odzrela, bila odrasla, tudi se mi zdi zdaj. In nisem čutila te mogoče starostne razlike, niti malo, tudi v bistvu vsi so me zelo lepo sprejeli. Sem se pa na moje starosti čutila to, da nisem bila še toliko sposobna tega nekega pritiska, časovnega pritiska. Se mi zdi, da ni bil problem v mojem znanju, pripravljenosti, ker sem zelo tak tip, ker se v nekaj poglobim, res pač hočem vse vedeti. Ampak ja, me je pač ta časovni pritisk, ampak nič slabega, zato ker se mi zdi, da sem pač iz te izkušnje prišla tako zelo drugačna, no. Tudi vsi so mi govorili, da sem bila še bolj zrela, bolj odločna, bolj močnejša mogoče? Ja. Zanimiva izkušnja, ne, pri takih mladih letih. Kot praviš, si bila zagotovo najmlajša v tej skupini. Kako je pa potem vse to skupaj vplivalo? Govoriš, da si prišla ven popolnoma drugačna oziroma drugačna, spremenjena, ne. Pa hkrati pa omenjaš, večkrat si poudarjala, da je to najtežja izkušnja v tvojem življenju, ne. Kako te ena taka izkušnja zaznamuje in kaj ti da? Pa mogoče, če to nadgradiva, ne, kaj bi svetovala drugim nekim mladim, tvojim vrstnikom ali mlajšim od tebe, glede tega, da se podajo v neke neznane vode, izven svoje cone udobja in tako naprej? Ampak na tole mi boš odgovorila takoj po kratkem predahu. Okay. Dobrodošli nazaj v oddaji Potencial moje mladosti. Z mano je še vedno mlada in uspešna Alana Vrviščar. Alana, kje so ostala pred odmorom? Mislim, da sva proti koncu Masterchefa bila. Drži. Za nasvet, Tako kaj je. jaz mislim. Kaj meniš, kaj bi povedala mladim vrstnikom ali recimo mlajšim od sebe glede tega, da je potrebno v življenju mogoče tudi kdaj tvegati, narediti kakšen korak v neznano, izven svoje cone udobja in kaj s tem lahko pridobijo? Ja, jaz mislim, da to, če želiš karkoli narediti, pa tudi če samo biti boljša oseba, pa delati mogoče na nekih svojih osebnih izzivih, moraš iti izven cone udobja. In definitivno prva točka, ki moraš imeti vključeno, je pač neka strast za tem, res nek močen zakaj bi lahko temu rekli. Zato, ker pač, ko pride do nekega izziva, ko pride pač do težkega momenta, te čisto nič drugega ne bo rešil, kakor pa sam pač ta nek močen zakaj to počneš. Tako da takoj, ko veš, kaj je ta tvoj zakaj, pa mislim, da potem ne smeš preveč razmišljati pa odlašati. Tudi stvari, ki se ti zdijo pač nemogoče ali pa tako sploh ne pomisliš, da bi lahko naredil. Če imaš močen zakaj, pa saj pač malo vidiš priložnosti, da bi lahko šlo pač sam pejt, probi. Nekaj bo že prišlo iz tega ven. Nekaj dobrega. Ja. Pravi, zakaj je vedno pogoj za kako? Ja, po mojem. To tudi Simon Sinek pravi, ne, vedno. Je ta neka... Obožujem njegovo knjigo. Obožuješ? Si rekla knjigo? Knjigo, ja.
in si jo prebrala enkrat, večkrat. Za zdaj enkrat. Bi jo svetovala tudi vsem gledalcem. Sigurno. Kako je naslov knjige? Neskončna igra. Neskončna igra od Simona Sineka. Torej, evo, gledalke, gledalci, dobili ste ravno kar en brezplačen nasvet, bralni nasvet za zdajle jesenske in zimske dni in večere. Alana, zdaj sem malo govorila o teh tvojih začetkih, o ozadju, ampak vse skozi rdeča nit, torej hrana. Hrana. Zdaj ljudje, kot sem uvodoma povedal, imamo vsi nek odnos do hrane. Kaj se ti zdi na splošno? Kakšen je ta odnos? Pa recimo mogoče Slovenci, se mi zdi, da v različnih kulturah, v različnih državah je to pogled na hrano različen. Recimo nekje mogoče je to bolj hitra prehrana, je hitrejši tempo življenja, je hrana zgolj in samo gorivo, da lahko zdržimo težke, hitre, dinamične dneve. Drugod pa mogoče si vzamejo nekako čas in prostor tudi za užitek ob hrani. Kje misliš, da smo Slovenci, pa so kakšne generacijske razlike pri tem, po tvojem mnenju? Ja, jaz mislim, da smo definitivno bolj na tej strani, da pač nam hrana pomeni nekaj več, kot pa samo neka energija, ki jo damo vase. Pač že to se vidi, da pač imamo neka res družinska kosila, da imamo tradicionalno nedeljsko kosilo, pač ko se res vsi zberemo, da imamo določeno jed. Ni samo to, da je pač nekaj zmetali in šli naprej. In v bistvu tudi hrano, ki jo imamo, pač pridelke, ki jih imamo, so pač res kvalitetni in res, po mojem mnenju, Slovenija tolikega potenciala in tudi sem vesela, da so v zadnjih letih začeli to tudi ful razvijati. In tudi se mi zdi, da tudi nasplošno pri ljudeh se začela razvijati ta neka ozaveščenost pač in o prehranjevanju in o kvaliteti hrane in pač nasplošno od pač nekem gastronomskem nivoju, da ni samo pač, ko greš v neko restauracijo, da se sam ne pretožuješ, ampak da pač začneš ceniti, kaj je na krožniku, iz kje je ta sestavina prišla, kdo jo je pripravil, kako je pripravljena. Torej, da je pač res samo, da je več, kot pa sem pač neki, da spet zmečeš vas. Zdaj, ko omenjaš o tej ozaveščenosti priprave hrane, odkot pride na krožnik, o kvaliteti si govorila, kaj meniš o lokalni pridelavi hrane? Kako se ti zdi to pomembno, da jemo lokalno pridelano, domače? To se v zadnjem času in letih veliko omenja, je neka mantra, ampak a se ti zdi, da smo že dovolj ozaveščeni glede tega koncepta? Jaz mislim, da že kar močno, glede na to, da imamo tudi v trgovinah že določene razdelke, specifično usmerjene pridelke, se v bistvu tudi večji trgovci povezujejo z nekimi kmetijami. Tudi recimo zelo veliko restauracij gre pač na to lokalnost, da v bistvu res svoje sestavine za krožnike pridobiva pač res iz okoliških krajev. Super. To se mi zdi res dobra in pomembna praksa. Če nadaljujeva, potem po tej zgodbi z Masterchefa, kaj je bila tvoja naslednja karierna stopinja, tvoj naslednji karierni korak, takoj potem? Takoj potem. Verjetno ni bilo nekaj ful specifično, sem se v bistvu pustila čas, da sem raziskvala. To bi rekla, da je ful pomembno, da pač tudi če ne veš, da iščeš, probavaš različne stvari, vidiš, v čem si dober, kje se hitro učiš. Tako da sem tako malo freelancala, ukvarjala se s socialnimi mreži, tudi delala sem v 2 startupih, tudi malo povezana s hrano. In potem sem nekako ugotovila, da še vse me pa vleče, da bi pa jaz nekaj svojega, tako da potem je pa prišla ta odločitev, ta pač neka celota, kaj bom, zakaj bom in kje bom, je pa pač ta agencija. Omenila si eno zanimivo besedo, freelancanje. Zdaj, verjamem, da marsikdo izmed gledalcev ve, kaj to pomeni, ampak vsi pa mogoče tudi ne. Bi razložila malo ta koncept. Zakaj? Zato, ker opažam, da je vedno več freelancerov na različnih področjih in da je to tudi en potencialno mogoče za nekoga prava karierna odločitev in pot, ki mogoče, če se vrne na tisti začetek, spodbuja lahko tudi večji balans, ravnovesje v življenju, z možnost dela od doma, dislocirano, brez nekega fiksnega urnika. Mislim, ni neka skrivnost, da mladi nasplošno k temu vedno bolj tudi stremite. Kaj meniš o takem nekem kariernem konceptu freelancerja? Pa če ga malo bolj razložiš. Ja, definitivno. V bistvu pač to je kot verjetno še vse neka služba na koncu dneva, ampak si odvisen sam od sebe. Račune je treba plačati v vsakem primeru. Odvisen si sam od sebe. Pač delaš stvari pod svojim imenom in zato pač tudi nimaš nobenega, ki bi ti točno kdo kaj govoril, kje moraš biti, pa kdaj moraš biti. Torej, sam si odgovoren za pač svoje stranke, sam si odgovoren
za pač svojo disciplino, za pač svoj čas, kako si razporejaš, kar je pač lahko dvorezen meč. Tako da definitivno bi rekla, da če si predvsem odgovoren pa discipliniran, pa se pač znaš svoje misli malo nadzirati, je lahko to zelo dobra priložnost. No. Če se ne najdeš v pač nekih specifičnih nekih strukturah, katere mogoče pač trg ponuja, probaš. Omenila si dve besedi, ki sta meni tudi zelo blizu. Disciplina in druga je bila odgovornost. Ne? Ja. To se mi, predvsem odgovornost se mi zdi zelo močna beseda, namreč z veliko svobode in moči pride tudi velike odgovornosti, ne? In pa neka nepogrešljiva sestavina uspeha danes, disciplina. Se mi zdi, da to tudi naše generacije, ampak mogoče sploh prihajajoče generacije prehitro pozabijo na vrednost discipline in majhnih korakov do nekega velikega cilja. Kako ti gledaš na to in kaj bi rekla svojim vrstnikom glede teh dveh ključnih sestavin uspeha? Zdaj, po mojem sem v zadnjih 2 letih ali pa mogoče 1 letu naredila ta nek premik iz po moje družbe svojih vrstnikov v pač družbo tam, kjer se počutim zrelo, ali kako bi ti rekla. In to je kje? Pa starejšimi, ostalimi podjetniki, pač vse imam zelo ozek krog pač najboljših prijateljic, ki so moje vrstnice. Tako da to sem tudi mogla narediti, ker se res nisem čutila več s svojimi vrstniki, način delovanja, način razmišljanja je bil zelo različen. Ja, pač. Jaz sem znala malo pomisliti vnaprej, kaj je dobro zame v prihodnje. Pač, ne vem, ful nisem bila nikoli oseba, da bi hodila ven žurat in pač mi je bila ta posledica tega, da se... Alana, nikoli. Mislim, ja, šla sem, valjda, da sem šla, sam tako, ne vem, to je trajalo 1 leto, ampak ne vem. Kljukca, binder, dondet, gremo naprej. To je to. Še kar paš na vsake toliko časa, ampak pač ta posledica tega, da se naslednji dan počutiš slabo, da ti gre cel dan, se mi ni zdela vredna tega, da se pač imam tam fajn 1 uro, ker pač jaz sem imam ful fajn na druge načine in mi zraven ful veliko pomenijo. Tako da, ja, kdaj bi si želela, da pač mogoče vrstniki so malo bolj samoiniciativni, malo bolj mogoče, bom spet uporabila besedo odgovorni. Okay. Ampak zdaj, se pravim, v zadnjem letu nisem več toliko v teh krogih, tako da ne bi kaj napačno rekla, ker seveda pač vsak posameznik je drugačen. Tudi jaz sem del pač družbe, del vrstnikov, pa pač se ne moram, po moje, primerjati. No. Super si lepo vse to zaobjela. Kaj bi pa ti svetovala? Ok, torej nekako so prišla zdaj do neke potencialne problematike, ampak kaj bi ti svetovala svojim vrstnikom, ki želijo pa prekiniti te prej omenjene, mogoče negativne vzorce, oziroma da reči vzorce, ki preprečujejo neko ambicioznost, rast poslovno in v življenju nasplošno. Kakšna orodja, kaj bi jim povedala zdaj, ko imaš to priložnost? Ja. Pa to, Alana, bova naredila takoj po kratkem predahu. Dobrodošli nazaj v oddaji Potencial moje mladosti. Z mano je še vedno Alana. Živijo, Alana. Torej, pred odmorom so se pogovarjala o veliko nekih različnih temah. Na koncu so zaključila pri temu, kaj bi ti kot oseba, ki definitivno stopaš iz cone udobja, velik dokaz za to je že prijava v Masterchef, ampak tudi karierno naprej, kako deluješ, način, kako funkcioniraš in razmišljaš. Mislim, da imaš res veliko zapovedati svojim vrstnikom ali mlajšim od sebe. Kaj bi jim rekla torej v smislu, kako naj se premaknejo iz neke cone, prej si sama uporabljala besedo, da niso dovolj proaktivni. Ne? Eno je, da jim rečemo, ok, bodi bolj proaktiven, bodi bolj ambiciozen, poskušaj, iz tega lahko nastane le nekaj dobro, sprobavaj stvari, ne? Ampak kako konkretno, kaj bi jim svetovala, da danes začnejo neko novo pot, da izkoristijo potencial svoje mladosti? Jaz mislim, da mogoče prva pomembna stvar bi bila, da se začnejo poslušati, kaj mislijo. Torej, kaj so mogoče neke misli, ki jih preprečujejo, tako kot je bila moja avtomatično, jaz ne moram na Masterchefa. Zakaj? Torej, pač postaviti vprašanje zakaj. In tako, ko se boste postavili vprašanje zakaj, bo šla tudi potem kako in pač rešitev. Tako da jaz mislim, da
lahko bi rekli, da se naša podzavest upira nekem napredku in mi pa moramo razumeti neke svoje vzorce v tem smislu? Ja, torej pač, da se mal poglobiš mogoče svoje misli, pa v bistvu na nek osebni razvoj. Takoj, ko začneš malo na tem delati, se mi pa zdi, da pol že pridejo neka znanja zraven, oziroma po angleško se reče skills temu. In v bistvu potem, po moje, te dve kombinaciji sta zelo velikrat lahko že zmagovalna kombinacija od tega, da pač narediš nekaj več, se nekam premakneš. Pa po možnosti, če prebereš še kakšno dobro motivacijsko knjigo, kot je bila tista od Simona Sineka, če mogoče še enkrat ponoviva za gledalce in gledalke, knjiga, ki jo priporočaš. Je pa Neskončna igra. Neskončna igra. Evo, si bomo zapomnili. Jaz vem, da si jo bom jaz prebral, zagotovo po tej oddaji. Alana, daj mi povej še, malo si spregovorila o tem, kako poteka tvoj nek delovnik vsak dan, tvoj teden, ne? Kaj pa dejansko počnete za vaše naročnike, ne? Torej, specialist za digitalni marketing in dogodke v prehranski industriji, ampak to si lahko razlagamo precej široko, ne? Kaj točno počnete, kako pomagate vašim naročnikom, zakaj ravno Alano najamejo? In tvojo ekipo seveda, ker imaš agencijo. Najbolj v bistvu delamo prek nekih inovativnih kanalov, oziroma pač najmodernejših. Največkrat delamo trenutno so pač te kratke video vsebine, v bistvu prek kratkih video vsebin. Probamo ne ciljati predvsem samo na viralnost, mislim, da je v bistvu to neka posledica, ampak predvsem pripovedati zgodbo brenda, torej pač približati podjetje, znamko ljudem na drugi strani, pač, da ni vsiljivo, da je v bistvu zbudiš predvsem neko zaupanje, ne? In prek video je to... In verjetno tudi čustva, ne? Ja. In v bistvu je to prek video zelo enostavno, hkrati pa pač moraš točno videti, kako narediti. Bi rekla, da pri tem, da ti je veliko pomoč tudi hrana, ker hrana, kot so že omenjali tokom snemanja oddaje, vzbuja neka čustva, je nepreklicno povezana z njimi. Kako izkoriščaš in kako je povezana hrana s samim marketingom? No, to je ful dobro vprašanje, zato ker mogoče to je neka taka stvar, ki bi jo rada delila z velikimi ljudmi. Zakaj točno hrana? Pač, jaz vidim hrani še več, kot pa to, da je samo moja strast. Vidim, da je v bistvu nek kanal, prek česa lahko komuniciramo pač neka čustva, neko zaupanje, tudi neke spomine, ne? Če pač imaš ti v glasu nek štrudel, pa je tvoja Barbie delala, ne vem, res jabolčni štrudel, je v bistvu ti že takoj nekako podzavestno povezan s tem oglasom. In se mi zdi, da je v bistvu hrana res tak zelo dober, ne vem, to ni slovenska beseda. Uporabi angleško, nič hudega. Pač zelo dobra, pač ta neka povezava, nek most med mogoče nekimi vsakdanjimi brendi, znamkami, ni nujno, da je pač neka prehranska znamka, pa človekom na drugi strani, ker pač, kot si rekel, na koncu dneva vsi jemo, vsi smo pač jedli, vsi imamo neke spomine na to, ne. In mogoče bi izpostavila na to, kar so se že pogovarjala. V tujini se v bistvu to že ful razvija. Lansko leto sem bila v Parizu in v bistvu velika podjetja, velike znamke, ki niso v prehranski industriji, recimo Zara, ki je v bistvu trgovina z oblačili, pa L'Occitane, ki je v bistvu v kozmetični industriji, delajo neke pop-up shope, neke kampanje, kjer se povezujejo z znanimi slaščičarji in v bistvu je, ne vem, dogodek, ki traja 3 dni in je v bistvu tam noter slaščičar direktno v trgovini in ko si ti v trgovini, narediš nakup, ne vem, ko greš ven, dobiš njegovo sledico in je v bistvu taka zelo integrirana izkušnja. Recimo L'Occitane so v bistvu tudi razvili s tem šefom prav posebno linijo, ki so pomenali pač po okusih in v bistvu tudi v isti vitrini si imel in makrone in neke kremice in parfume in neke sledičke. Zelo zanimivo. Ja, tudi tako na digitalnih omrežjih opažam, da se to zelo veliko dogaja. Recimo Rode, zelo ena polarna trenutno znamka na socialnih omrežjih, v bistvu svoje kozmetično, mislim, da ima neke make-up ima, v bistvu prav fotografira, ne vem, če je nek mlečen, oni hočejo skomunicirati, da je v bistvu lip gloss zelo mlečnega okusa, da je zelo naraven, so dobesedno postavili ta lip gloss v skledo kosmičev, noter v mleko in so v bistvu preko hrane to skomunicirali. Torej, nekako se zelo naravno marketinška sporočila povezujejo s hrano in konceptom občutkov, ki jih ta vzbuja.
Pa to mi je bil res zanimiv primer, nisem še kaj takega videl ali pa slišal. O Sloveniji poznamo kaj takega, oziroma če še ne, verjamem, da boš ti na tem nekaj naredila. In v bistvu tako trenutno probam vzbuditi neko zanimanje za to, je zanimanje, samo je pa tako malo nenavadno, tako da delam na tem. Nekaj novega, out of the box. Nisi pa omenila v bistvu imena agencije, da bodo tisti, ki jih bo zdaj to zanimalo, ker verjamem, da bo marsikoga po najinem pogovoru zanimalo več o tebi in vaši agenciji in vašem delu. Kaj pa naslov agencije in kako vas najlažje najdejo? Kje naj vas poiščejo? Imenuje se Ayam, napiše se z Y. Ayam z Y, dobro. Zdaj zakaj? Zato, ker v bistvu izvirala sem iz tega medmeta Yam, Njami. Jami, ok. In sem predtem dala A kot Alana. Tako da je nekako taka izpeljanka. Torej, ni naključno nekaj, kar si se spomnila med tekom ali pa videla nekje prebrala, ampak dejansko ima še pomen v ozadju. V bistvu pa probam biti zelo aktivna in na LinkedInu in na Instagramu. Tako da po mojem lahko najdete kar povsod. Zdaj, kje ste mladi največ? Omenila si Instagram, zagotovo tudi TikTok, kateri drugi kanali verjetno. Ampak zanimivo, da si omenila tudi izpostavlja LinkedIn. Jaz recimo zelo zagovarjam osebno znamčenje na LinkedInu in na splošno, da se razumemo. Ti si uvodoma tudi omenila osebno znamčenje in osebno blagovno znamko. Kaj meniš? Je to pomembno, da poveš svetu nekaj o sebi in o tem, kar počneš danes? Ja, če si verjetno, tako kot sva pregovorila, kot freelancer, ali pač, v bistvu pa tudi, če si zaposlen, zakaj pa ne, da v bistvu gradiš tak nek asset na sebi, ki ti... Nekaj, kar ti nihče ne more vzeti, ne glede na to, kje si, ne? Ja, in nikoli ne veš, kaj se ti bo zgodilo. Se mi zdi, da to zelo vredno, na koncu pa ni težko, sam spet, kaj rabimo, disciplino, pa pač nek zakaj. In iz tega sledi tudi neka strategija, verjetno. Alana, moram reči, da je bil to res nadpričakovani, vedel sem, da bo zanimivo, ampak res nadpričakovani, prijeten, zanimiv in koristen pogovor. Tudi jaz sem se veliko naučil od tebe. Verjamem, da tudi gledalci in gledalke, ki naj jo spremljajo ali si bodo ogledali tudi on demand, na nekih drugih socialnih kanalih, kot sva jih danes že omenjala. Zdaj ima še eno minutko in bi te povabil, da gledalkam in gledalcem, predvsem svojim vrstnikom in mladim, poveš nek zadnjo zaključno misel, kaj bi jim svetovala. Po moje bi svetovala nekaj, na čemur še jaz delam, pa moram še delati, da se ne smeš bati fejlati, kako se temu reče v slovenščini? Torej, da neuspeha? Ja. Torej, pa povezati s tem, kar sem prej rekla, da če samo veš, kaj hočeš, pa še imaš nekaj zakaj, samo pejt, ne razmišljati preveč. Torej, najdi svoj zakaj in ko najdeš ta globok zakaj, je akcija potrebna. Sam greš. Super. Evo, spoštovane gledalke in gledalci, jaz sem prepričan, da ste veliko odnesli od najinega pogovora z Alano danes in moram reči, da sem res sam navdušen in verjamem, da boste tudi vi s tem, kar je vse Alana dosegla in podala res veliko nasvetov. Torej, naj bo to tudi krasen uvod in poziv k nadaljnjemu spremljanju oddaje Potencial moje mladosti, kjer boste spoznali še veliko zgodb in primerov dobre prakse mladih, ambicioznih in pogumnih ljudi. Se gledamo spet kmalu. Alana, hvala ti.